Dr. Janez Malačič se je rodil 3. maja 1950 v Kančevcih na Goričkem v današnji občini Moravske Toplice. Po vzporednem študiju na Filozofski in ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1973 diplomiral iz geografije in sociologije, leta 1974 pa še iz ekonomije. Dobil je 2 študentski Prešernovi nagradi. Doktorsko disertacijo je zagovarjal leta 1983 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani z področja obnavljanja prebivalstva in delovne sile. Po diplomi se je zaposlil za 1 leto kot asistent stažist na Geografskem inštitutu, nato pa na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je napredoval od asistenta do rednega profesorja. Na lastni in drugih fakultetah Univerze v Ljubljani je predaval do upokojitve jeseni leta 2016 večje število predmetov. Njegovo ožje strokovno področje pa je demografija, še posebej v povezavi z ekonomiko dela, migracijsko problematiko in ekonomsko statistiko. Z teh področij je objavil 2 knjigi in več kot 200 znanstvenih in strokovnih člankov doma in v tujini. Njegova dela so bila objavljena v 8 jezikih. Dr. Malačič je sodeloval z različnimi domačimi in tujimi institucijami od ministrstev slovenske vlade do mednarodnih ustanov, kot sta Evropska komisija in Organizacija združenih narodov. Leta 1994 je sodeloval na svetovni konferenci o prebivalstvu in razvoju v Kairu. Je član strokovnih združenj doma in v tujini. Bil je predsednik Statističnega društva Slovenije in Zveze statističnih društev Jugoslavije. Po upokojitvi je še vedno aktiven na svojem področju, kot zunanji sodelavec pa še predava na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pomurski akademik dr. Janez Malačič je eden od ustanovnih članov Pomurske akademije in ne samo to, vsikdar tudi pride na konferenco z zanimivim predavanjem in fejst pohvalno je tudi, ka njegovo predavanje praktično vsikdar poveže tudi z aktualnostjo Pomurja. Kak ekonomist je specializiran na migracije, je specializiran v bistvu na to, kako vplivajo selitve ljudi na gospodarski razvoj neke države. In ne je naključje, ka je v časi, da so bili begunci tak fejs aktualni, tudi svoje predavanje povezal in pripravil za to tematiko. Tudi raziskovalno področje je prilagodil, kad zdaj na neobičajno pravo, kako je, kdaj ljudje idejo no zdaj pa je zgodba obratna. Zdaj pa ljudje pridejo k nam. In seveda pred nekšnimi, ko prihajajo, je sicer en takšni straj med ljudmi, ki ne vemo, kaj nas čaka. Se tudi dostakrat čudimo tistim, ki jih zovejo, vabijo. No, Pomurski akademik dr. Janez Malačič pa je nam pokazal in raztolmačil, zakaj so se neštrni odločili in gor prišli, kaj je dobro, če jih pozovijo in kaj bi to lejko pomenilo tudi za Slovenijo ali pa Pomurje. In v enoj pravi meri takšnega sobivanja gvišno lejko si najdemo način, ko bomo drug z drugim zadovoljni in kada seveda tudi od toga širša družba imela čim več haska. No in glignejšno predavanje, da nam dalo par stvari za premišljavati o tom. Človeštvo se srečuje z begunstvom že od nekdaj, vendar imamo boljše statistike o beguncih šele v zadnjih desetletjih. Na njihovi osnovi lahko ugotovimo, da število ljudi na begu ni bilo nikoli v zgodovini tako veliko kot ob koncu leta 2015. V primerjavi z letom 1989 in upoštevajoč palestinske begunce se je njihovo število povečalo z indeksom 376,5, delež med prebivalstvom sveta pa je, če zaokrožimo, porasel od 0,3 na 0,9 odstotka. Na osnovi podatkov lahko tudi rečemo, da sta bila razen rasti skupnega števila glavna trenda rast notranje razseljenih oseb in zmanjšanje števila vrnjenih beguncev in notranje razseljenih oseb na domove. To kaže primerjava zadnjega desetletja z desetletjem pred njim. Geografska porazdelitev beguncev po celinah pa se ni veliko spremenila. Afrika in Azija sta najbolj prizadeti celini. Prva ima največje relativno, druga pa največje absolutno število beguncev. Velika večina beguncev je iz nerazvitih držav, vendar noben del sveta ni povsem varen pred begunstvom. Najbolj prizadete države z begunsko problematiko so se v zadnji četrtini stoletja zelo spremenile. Med prvimi 10 državami z največjim številom ljudi na begu so konec leta 2015 samo 3 države, ki so bile na takem seznamu leta 1989. To so Pakistan, Sudan in Zair.
Med razvitejšimi državami so med 20 državami z največ begunci samo Turčija zaradi krize v Siriji in Iraku ter 2 evropski državi, Ukrajina in Nemčija. Ukrajina ima veliko notranje razseljenih oseb zaradi lastnih ruskih upornikov na vzhodu države, Nemčija pa je edina bogata država na seznamu zaradi najnovejšega sprejema večjega števila predvsem sirskih beguncev. Sredi sedanjega desetletja je 5 držav z več kot 3 milijoni beguncev. To so Kolumbija, Sirija, Irak, Sudan in Pakistan. Vrstni red držav po najvišjem deležu beguncev med prebivalstvom je nekoliko drugačen. Na vrhu je Sirija 36,5% prebivalstva v skrbi Visokega komisarijata za begunce. Zelo visoko sta tudi Libanon z 18,2% in Južni Sudan s 17%. Več kot 10%, predvsem notranje razseljenih oseb, je še v Kolumbiji, Iraku in Jemnu. V Sloveniji število beguncev v zadnjih letih ni veliko in je tako absolutno kot relativno manjše kot v sosednjih državah. Visoki komisarijat za begunce ima mandat Generalne skupščine Organizacije združenih narodov za zaščito beguncev in za iskanje rešitev v pogosto zelo zapletenih konkretnih političnih, humanitarnih in vojaških razmerah. Narava njegovega dela je nepolitična in humanitarna. V ožjem smislu so begunci osebe s priznanim statusom begunca. To je mednarodna kategorija, ki ji je že priznan status in s tem zagotovljeno mednarodno varstvo. Visoki komisarijat za begunce pa v svoji statistiki obravnava še druge kategorije. Te so prosilci za azil, ki so že vložili prošnjo za dodelitev statusa begunca, vendar v prošnji še ni odločeno, notranje razseljene osebe, ki so prisilno zapustile domove, vendar pri tem niso prestopile državne meje, vrnjeni begunci, ki so se na spontani ali organizirani način vrnili v izvorno državo, vrnjene notranje razseljene osebe, ki so se na svoje domove vrnile s pomočjo Visokega komisarijata za begunce, osebe brez državljanstva in drugo, kamor se uvrščajo osebe, ki ne spadajo v nobeno od prej naštetih kategorij, vendar so bile deležne pomoči. Najuspešnejša pomoč beguncem je tista, ki jim omogoča varno in uspešno vrnitev na domove, iz katerih so bili pregnani. V mednarodnem merilu pa je po dodelitvi začasnega azila potrebno bodisi poskrbeti za repatriacijo, naselitev v državi podelitve prvega azila ali pa preselitev v kakšno tretjo državo. Že lansko leto sem obravnaval to temo. Takrat ni bilo dovolj časa, da bi nekaterim regionalnim vidikom posvetil več pozornosti, pa sem se odločil zdaj na nek način nadgraditi to temo. Kaj novega od lanskega leta? 2 meseca nazaj, septembra, je izšel novi letopis Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce, tako da imamo nove podatke. Zdaj, tako kot zmeraj pri statistiki, je določena zamuda. Ta obravnava podatke ob koncu leta 2015, tako da ta zadnja dogajanja, ko smo jim bili priča tudi tukaj v Sloveniji, niso še v celoti zajeta. No, ampak vseeno, od konca, poslušajte ta podatek, od konca 2014 do 2015, v enem letu, je število prebivalstva pod skrbjo Visokega komisarijata. Visoki komisarijat ima mandat Združenih narodov na tem področju, naraslo za 9 milijonov. Tako da konec 2014. leta je bilo, malo zaokrožim, 55 milijonov takih ljudi. To niso strogo vzeto begunci. Ker mednarodna konvencija o beguncih definira, to bom prebral, ker bi kaj izpustil, če bi na pamet govoril, definira begunca kot osebo, ki je zunaj države, katere državljanje ali v kateri je imela običajno prebivališče, ki se utemeljeno boji preganjanja zaradi rase, vere, narodne pripadnosti,
pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju in ki zaradi takšnega strahu ne more ali noče uživati zaščite te države ali se vanjo vrniti. No in to je iz te konvencije, ki je bila sprejeta na začetku 1950 let zaradi razmer v Evropi takrat. In ključna značilnost je, da gre za meddržavni vidik. Skratka, gre za begunca, ki v bistvu beži iz ene države v drugo. Zdaj, zelo številna kategorija so pa notranje razseljene osebe. Ti ne spadajo v to definicijo. Tako da zdaj najširša kategorija na tem področju je ravno ta. Se pravi, osebe, za katere na tak ali drugačen način skrbi visoki komisariat. No in, kot sem rekel, od konca 2014 do konca 2015 se je število na svetovni ravni povečalo za 9 milijonov, se pravi, da je približno 2 leti nazaj bilo po teh podatkih letopisa 64 milijonov takih ljudi. No in če zdaj malo zračunate, število se je še povečevalo, mislim, tako rekoč dnevno ali pa zelo pogosto lahko spremljamo v medijih, kaj se vse dogaja okoli nas in še bolj, nekoliko bolj proti vzhodu in jugu. Tako da tudi je treba reči, da statistika ni popolna. Že po naravi te problematike je gotovo nezajetost prisotna. Tako da lahko tako okvirno rečem, da je danes v svetu zelo blizu vsak 100. zemljan begunec, oziroma ne bom rekel begunec v skladu s to konvencijo, ampak oseba, za katero skrbi visoki komisariat. To je nedopustno visoka številka. Tako da je moja teza tega dela, imam že eno verzijo članka napisano, ampak, kot sem že rekel, to je, Angleži bi rekli temu work in progress, ni še zrel za objavo. Moja osnovna teza je, da človeštvo ne obvladuje begunske problematike. Zdaj lahko rečete tudi svet ali pa OZN. Velike sile, kako bi rekel, zelo premišljeno in načrtno dejansko marginalizirajo OZN. In čeprav je kakšno leto nazaj bila v New Yorku velika konferenca, ki so jo OZN organizirali o migracijah in begunstvu. A ste kaj slišali pri nas o tem? A ste kaj brali? Zelo obsežen dokument je bil sprejet, ampak praktično ni nekega večjega odmeva. Ne pri nas, ne v evropskih medijih recimo. Dobro, zdaj, kje imate uro tamle? Dobro. To, kot rečeno, je bil tak mal širši uvod. No, ampak drugi del teze pa je, da se begunstvo lahko zelo hitro zgodi vsakomur izmed nas. Konec koncev tukaj v naših krajih smo imeli recimo 1956, ko je bila ta kriza na Madžarskem, sosede begunce. Zdaj, v začetku 90. let, ko je Jugoslavija razpadala, jih je bilo še mnogo več, mogoče v Prekmurju niti ne toliko, ampak bolj proti zahodu precej več.
verjetno najbolj slaven begunec vseh časov je bil Albert Einstein. Tako da v resnici, ampak moramo biti realistični. Svet je tak, kakršen je. Zdaj jaz ne bom tehle, nekaj od tega sem že lansko leto pokazal. Če malo tole pogledamo, ker en del mojega naslova je tudi o demografskih vidikih begunske problematike. Ko podatke podrobneje pogledali, pa če bolj tudi študijsko pogledate te letopise, ta letopis, ki je septembra bil objavljen, je 15. po vrsti. Tako da zdaj za recimo od 90. let naprej imamo kar boljše podatke. V preteklosti je bilo tudi nekaj poročil, ampak niso bili v tej obliki, kot so sedaj, ampak pred tem velikim preoblikovanjem sveta, ob koncu bipolarnega sveta v 90. začetku 90. let, je bilo pa malo podatkov. Tudi po svoje razumljivo, ne? Ker takrat je vse še danes, ne? Ampak v koncu 90. je skoraj 90% beguncev oziroma teh ljudi pod skrbjo Visokega komisariata bilo v nerazvitih državah. No in samo za ilustracijo, leta 1951, ko je bila konvencija sprejeta in Visoki komisariat ustanovljen, je bilo takrat 1 milijon beguncev. Zdaj si pa lahko predstavljate, mi smo zdaj že sigurno, svetovno prebivalstvo je v tem trenutku okrog 7,5 milijarde, ne? Se pravi, zelo blizu 1% prebivalstva je beguncev. Ampak kar je po svoje tako izstopajoče dejstvo, je pa to, da mi imamo zelo nepopolne, slabe podatke. Celo o tako elementarnih podatkih, kot je spol in starost, nimamo dobrih podatkov. Recimo za starost, samo za tretjino te populacije imamo kolikor toliko v redu podatke. Za spol, za polovico. Mislim, potem si lahko predstavljate, kako vsaj na tej globalni ravni, kako težko je obravnavati to problematiko. Čeprav je načeloma tako, ne, da begunci so prisilne migracije in pri teh ni selekcije, ni selektivnosti, ne, tako da strukture so precej podobne splošnemu prebivalstvu. Imel sem namen govoriti o nekaj povedati o državah v Evropi, ali pa tudi recimo o osebah brez državljanstva. Mislim, tu je toliko zanimivih zgodb. Še posebej, dobro, tudi po razpadu bivše naše države, še bolj pa Sovjetske zveze. Recimo Baltske republike so tipičen primer, še posebej Latvija, kjer je zelo veliko ljudi ruske nacionalnosti. In oni imajo res kompleksno situacijo. To, kar se je v Ukrajini dogajalo, spremljate. Tako da v resnici v Evropi zelo hitro, mislim, kaj pa vem, če bi Unija razpadla, ne imeti iluzij, da se nam nič ne more zgoditi. Zelo hitro. In če gledate politične razmere v Evropi, skrajne stranke, sovraštvo do tujcev,
in tako naprej. Saj tudi tujci niso angelčki, to da se razumemo. Potem v resnici lahko rečemo, da nihče ni varen pred tem, da bi se mu to zgodilo. Da živimo v svetu, v katerem je približno vsak 100. zemljan begunec.